Pozdravljeni letos že iz 9. poslovnega teka Trojk na Bledu, kot vedno tudi letos množična udeležba in lepo vreme. Poslovni tek Trojk, v bistvu ga organiziramo tako, kot ste rekla, 9. Torej, mi povabimo približno nekje 90 do 100 podjetij, ki vsaka predstavi svojo ekipo, tako da tek je omejen na 100 tekmovalnih ekip, teče se na štafetni način okrog jezera, kar pomeni, da vsak preteče 6 km oziroma točno je 5982 metrov, preda štafeto in potem se časi seštejejo. Tek ni toliko tekmovalnega značaja, je v bistvu nekaj druženja, nekaj tega timskega duha, da tudi sodelujejo pač te tekači med seboj. Tek je dobrodelen, ker vsako leto že od vsega začetka vedno zberemo kar lepo vsoto. Letos bomo to dali Zavodu Matevža Langusa v Radovljici. Kako se odločate, komu boste dali sredstva? Ja, to je pa dobro vprašanje. V bistvu gledamo bolj na svoje to okolje, v katerem delujemo. Čeprav več ali manj naš domicil je Bled, je Radovljica, je ta okoliš in na ta način tudi pol izberemo, komu bomo podelili sredstva. Kje poteka trasa? Trasa poteka točno okrog jezera po peš poti. Koliko časa se teče približno? Ja, torej mi vedno poudarjamo, da je treba teči v pogovorni hitrosti. In ta pogovorna hitrost je zelo različna. Za nekatere je recimo to 45 minut, za nekatere je pa to 16-17 minut. To najboljši tečejo 16-17 minut. Recimo en primerno, rečemo, rekreativni tekač ali pa človek, ki se ukvarja s športom 2-krat na teden, pa ponavadi preteče v 30 minutah tu nekje. Matevž Žužek, kaj predstavljate na vašem razstavnem prostoru? Lep pozdrav tudi v imenu Salomona. Danes predstavljamo tekaško ponudbo, tekaške superge. Možnost imajo tudi vsi tekači, da stestirajo našo obutev, najnovejše modele, ki smo jih danes pripeljali s seboj. Hkrati pa jim ponujemo tudi test športnih ur Sunto, ki prav tako velja za ene najbolj perspektivnih športnih ur. Kakšne so novi copati za teč? Odvisno od modela oziroma od podlage, kjer bo uporabnik tekel. Se pravi, od nekih trail tekaških superg do nekih cestnih oziroma trših asfaltnih podlag, ki je recimo narejeno, ki je način, kjer poteka danes trasa. Vsako leto tečete na teku 3 poslovnih tek? Ja, 3. leto zdaj. Tako da fajn dogodek je, zaradi tega se mi zdi. Danes? Super, ja. Tudi vreme je lih idealno za tek, tako da sem prav živo. Je bilo potrebno veliko treninga? To pa malo premalo letos, no. Zato se mi je poznali, sem bolj na progi trpel, kot ponavadi, ja. Ste s časom zadovoljni? Ja, v redu, ja. Zato, kolikor sem treniral, je v redu, ja. Kaj čaka najboljše? Najboljše čakajo priznanja, medalje, ki nam jih tudi naredijo gojenci Zavoda Matevža Langusa, ki so tako zelo lepo umetniške, in pa čestitke in toposti skroke. Imamo pa tudi zelo lepe nagrade, ker naši pokrovitelji jih prispevajo, ki jih pa žrebamo.
vedno jih žrebamo med vsemi udeleženci. In na tem teku trojk sodelujejo tudi različni štanti, ki predstavljajo svojo opremo, svojo obleko za športne navdušence. Ja, mi v bistvu povabimo zainteresirane, ki se želijo predstaviti tekačem. Ta publika, ki tukaj teče, je športna, živi zdravo in na ta način se nam tudi prijavijo razni razstavljavci. Naredimo nekako tako športno vas, tako da se v času pred tekom, pred ogrevanjem lahko tudi obiskovalci Bleda na splošno gledajo te, torej kar razstavljavci nudijo, in pa jasno tudi tekači, ki so največji uporabniki športnih izdelkov. Matic Rupar iz Elana, kakšno smučko predstavljate za naslednjo sezono? Dober dan, pozdravljeni. Ja, predstavljamo predvsem kolekcijo za naslednjo sezono. Imamo smuči boljše rekreacijskega ranga, se pravi slalom, veleslalom, tudi vsestranske amfibijo in seveda nenazadnje ne smemo na ženski spol pozabiti, se pravi tudi žensko kolekcijo. V čem se spreminjajo od prejšnjih? Sigurno iščemo vsako leto inovacije, se pravi, da bi bile smučke čim bolj prijetne, čim lažje uporabniku, se pravi, da se smučar ne bi toliko trudil, seveda pa je tudi v kolekciji, kjer je pa, se pravi, v race kolekciji, so pa tudi bolj zahtevne, se pravi, tam so smučari drugačni, želijo nekoliko več od smuči in tudi v teh smučeh je to vsako leto nekaj novega. Kakšna cena je konkurenčna? Cena, se pravi, Elan je eden izmed konkurenčnih na trgu, se pravi, za svojo ceno ponuja največ. In to je to. Kako je bilo danes na poti? Odlično, super vreme, super vzdušje. Vsako leto tečete? Vsako leto, ja. Za rekreacijo, za druženje? Oboje. Sploh pa še če je lepo vreme, pa prekrasno, dobra organizacija, dobra družba, letje, prekičasta kulisa. Vsako leto tečete? Vsako leto, tretje zdaj. Kako je bilo letos? Letos je bilo fajn, ker je bilo lepo vreme, laskate, dežbal, pa mrzlo je bilo, tako da letos je super. Bolj da je oblačno, bolj da je sonce. Tako je. Časom ste zadovoljni? Še ne vem, koliko sem tekel, ampak je bilo kar vredno. Izbrali ste si poseben slogan na Banki Koper, Bodi kul. Ja, s tem sloganom želimo poudarjati našo novo blagovno znamko za povsem novo storitev, ki Slovencem še ni povsem znana. Počasi smo jo začeli promovirati na obali, ampak zdaj se širimo po vsej Sloveniji. Gre za to, da nadomeščamo klasično denarnico z mobilnim telefonom pri plačevanju blaga in storitev. To zelo preprosto pomeni, da v bodoče boste lahko v trgovini plačevali s svojim mobilnim telefonom. Naša blagovna znamka je skovanka ime blagovne znamke je skovanka iz črke Q in L. Gre za odčitavanje, gre za plačilo za odčitavanje QR kode. Mi smo si izbrali eno tako simbolično in prisrčno ime QL. Ko ga izgovorimo skupaj, je to kul. Bodi kul. Bodoče brez denarnice, samo z mobilnim telefonom. To je trend, ki ga mi zaznavamo po vsem svetu in Slovenija ni izjema, tako da mi želimo kot banka biti tukaj med prvimi. Kaša Kolenc, Zavarovalnica Triglav je tudi ena izmed sponzorjev na teku poslovnih tekov. Ja, res je, že mislim, da 4. leto smo podpornik poslovnega teka trojk. Predvsem v želji tudi, da povabimo te tekače na naš Triglav tek, ki je vedno septembra, tako da letos 5. Triglav tek 10. septembra, kjer imamo tudi poslovne trojke, tako da ponavadi povabimo vse te tekaške trojice še na naš tek. Imate svoj razstavni prostor?
Imamo svoj razstavni prostor, letošnje leto imamo selfie box, tako da si lahko tudi vsi udeleženci za spomin v bistvu naredijo, postavijo kakšen selfie. Kako ste zadovoljni, ste tudi vi tekli? Ja, vsako leto tudi sama tečem. Vreme je danes v bistvu čudovito, ker lansko leto smo tekli v dežju in v vetru, ampak pri teku se teče ne glede na razmere, če je pa lepo, pa še toliko lepše. Ali tečete za zdravje in za rekreacijo? Ja, seveda, tečem za zdravje, pa tudi zato, ker v bistvu malo si razbistrim misli. Danes je pa predvsem razlog tudi druženje. Se velikokrat udeležujete teh množičnih tekov? Vedno manj, moram reči, vedno raje grem v gost sama ali s kakšnimi prijatelji, vse pa tudi nekaj tekov na leto tudi drži. S časom ste zadovoljna? To bomo pa še videli danes. Vsako leto tečete na poslovnem teku Trojk? Ne, letos sem prvič tukaj, tečem pa na drugih tekih. Kakšni so občutki? V redu, super družba, tempo je bil zelo hiter, tako da sem malo kar mogla hitreje teči kot ponavadi, ampak drugače pa super, pa še sonček se je naredil. Tečete tudi na kakšnih množičnih tekih? Ja, zdaj sem bila na Wings for Life, recimo, Triglav tek, Ljubljanski maraton. Lili Žura, kako je bilo danes na teku? Ja, v redu, malo naporno. To je hiter tek, to je v bistvu šprint. Vi tečete na mnogih množičnih tekih? Ja, jaz tečem bolj daljše teke, tako da... Pravkar ste se vrnila iz Bostona? Ja, tako je. Kako je bilo tam? Ja, v redu, fino. Dobar, množičen tek. Danes je bilo tudi v redu, vreme, vse? Ja, pogoji so dobri, vreme, tudi nekaj navijačev je, tako da fajn. Ste sem zadovoljna? V redu, povprečno. Čestitke. Hvala. Petra Taškar, Žumar, Avto Triglav se letos prvič predstavlja na poslovnem teku Trojk na Bledu. Ja, tako je. Nekako združujemo prijetno s koristnim, se pravi znamka Jeep je od nekdaj sinonim za svobodo, gibanje, naravo in seveda po drugi strani zmogljivost, kar zagotovo kažejo tudi današnji tekači na poslovnem teku Trojk. Torej poslovnost, zmogljivost združuje oba dogodka in našo znamko Jeep. Kakšne Jeepe predstavljate, katere znamke? Mi danes tule predstavljamo celotno paleto, od najmanjšega Jeepa Renegade, potem do Jeepa Cherokee, Grand Cherokee, najbolj zmogljivega Wranglerja. Tako v bistvu v tej paleti vsak lahko najde nekaj zase, od tisti, ki so ljubitelji pravih off-road doživeti in se v bistvu odločajo za različice Trailhawk in pa za Wranglerja, kot tudi za tiste, ki so ljubitelji udobja in tudi bolj mestnih cest. Kakšno vozilo je Jeep, zakaj ga nekomu priporočate? Jeep je vozilo, Jeep pravzaprav ni vozilo, je način življenja. Tisti, ki želijo živeti drugače, ki želijo živeti svobodno, začutiti avanturo in se hkrati ne odreči zmogljivostim in udobju v vsakdanjih poteh, zagotovo izberejo Jeep. Jeep letos praznuje 75-letnico, kar je lepa in bogata tradicija in z to popolno paleto lahko stranke preizkusijo, da vsak najde nekaj zase, ne glede na to, ali je v njem malo ali veliko avanturista.